V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska se izvaja projekt z naslovom Keep Young and Fit, ki je sofinanciran za strani Evropske unije. Cilj projekta je nadgradnja že obstoječega sistema za krepitev zdravja pri mladostnikih zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja prebivalcev na obeh stranih meje. V projektu sodelujejo osnovne šole iz upravne enote Gornja Radgona in Center za krepitev zdravja Gornja Radgona, ki deluje v sklopu zdravstvenega doma Gornja Radgona. Skozi celotno obdobje projekta je namenjen otrokom in njihovim staršem čim bolj približati zdrav življenjski slog ter jim predstaviti smernice in načine za njegovo doseganje. Vodilni partner projekta je Prag d.o.o. Televizije AS. Na 105. redni seji Sveta Pomurske razvojne regije, ki je potekala v Svetem Juriju ob Ščavnici, je direktor Televizije AS Simon Balažic predstavil projekt Keep Young and Fit. Zdaj, če pogledamo malo izhodišča za projekt, ta naš projekt Keep Young and Fit, torej, nekako vsi podatki kažejo, da je stanje prebivalstva v Sloveniji vse slabše. Podobno je tudi na madžarski strani in nekako to stanje potrjuje tudi raziskava HBSC, ki so jo naredili za celotno Evropsko unijo. Nekako so gledali te 15-letnike, glede na njihovo, torej, če so čezmerno hranjeni in debeli, ti 15-letniki. Slovenija je na 5. mestu, Madžarska pa na 3. Torej, to so zelo slabi podatki. Kaj je v obdobju 50 let privedlo do poslabšanega zdravstvenega stanja in s tem tudi do povečane debelosti pri ljudeh, Balažic nadaljuje? Seveda je pa osnovni problem, da smo se razvadili, pa tudi postali smo na nek način odvisniki. Prvi problem je seveda to negibanje in pa digitalizacija, torej imamo vsi neaktivni življenjski slog, tudi delo je tako, ki je v pisarni, ko pa se pride domov, pa se nekako pozabi na gibanje, vsi smo nekako bolj na teh raznih medijih, televiziji, računalnikih, telefonih. Seveda je pa osnovni problem, da smo se razvadili, pa tudi postali smo na nek način odvisniki. Prvi problem je seveda to negibanje in pa digitalizacija, torej imamo vsi neaktivni življenjski slog, tudi delo je tako, ki je v pisarni, ko pa se pride domov, pa se nekako pozabi na gibanje, vsi smo nekako bolj na teh raznih medijih, televiziji, računalnikih, telefonih. Gremo v napačno smer, tako se jaz mislim, kajti dogaja se nam amerikanizacija. Torej, vidimo, da je na obzorju nova realnost in to seveda posledično pomeni nevarnost za naše zdravje, kajti nekako začeli so se pojavljati so se začele neke domneve, neke izjave in podobne stvari, da je sprejemanje debelosti in z njo povezana odvisnost lahko nekaj normalnega. Kot je povedal Balažic, bo glavni rezultat projekta izdelan priročnik, ki bo nastal na osnovi pripravljene strategije, akcijskega načrta in pilotnih aktivnosti. In dejansko bo to program izboljšanja učinkovitosti obstoječih programov preventive za krepitev zdravja mladih. Ta priročnik bo predstavljen javnosti v jeseni 2025, ko bomo izvedli strokovno konferenco. Vključitev strategije oziroma delov strategije se lahko tudi vključi v različne strateške dokumente organizacij, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z razvojem zdravja mladih, tudi recimo lokalne skupnosti, regionalne organizacije in tako naprej. Torej, priročnik je pa tudi namenjen temu, da jih bodo centri za krepitev zdravja lahko tudi uporabljali pri implementaciji svojih programov preventive za krepitev zdravja. V studiu Televizije AS smo povabili ravnateljico osnovne šole Kapela, magistrico Andrejo Strmšek, s katero smo se pogovarjali o uravnoteženi in zdravi prehrani ter o telesni dejavnosti. Ob tem je ravnateljica povedala, da na njihovi osnovni šoli težijo k organiziranju uravnoteženih jedilnikov. Torej upoštevamo vse te smernice in skupine živil, ki jih morajo otroci dobiti.
Seveda se trudimo vključevati stročnice. V bistvu bom rekla tako, v zadnje čase se morda največ ukvarjamo z čičeriko, lečo, če sem tako konkretna. Fižol je kar, bom rekla, bolj znan, sprejet. Tako da pač trudimo se, da vključujemo to, kar smernice torej spodbujajo, vključevanje stročnic. Je pa pač to izziv, ne. Otroci potrebujejo čas, da bodo to sprejeli, da vzeli nekako kot svoje. V okviru telesne dejavnosti v sklopu projekta Keep Young and Fit so se učenci iz osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova in iz osnovne šole Kapela seznanili z ekipnim športom odbojko. Učenci so na uri telesne dejavnosti spoznali osnove odbojke, kot so podajanje žoge nad glavo in osnovni sprejem. Več o tem Maja Graj, magistrica kineziologije. Danes smo se z učenci spoznali z obliko ekipnega športa, z igrami za žogo, tako da je današnja ura bila namenjena bolj odbojki. S pomočjo odbojke so se nekako vpeljali v osnovnem spretnosti, kot so metanje in pa lovljenje ter podajanje. Nekoliko potem smo pa tudi že izvedli malo bolj natančne spretnosti, kot je podaja, sprejem in potem tudi serviranje. Odbojka je oblika ekipnega športa, kjer se med samo dinamično igro zelo prepletajo različne situacije, za katere je predvsem pomembna hitrost, eksplozivnost, agilnost in pa moč. Prav tako pa morajo biti športniki v odbojki zelo timsko naravnani, dobro medsebojno sodelovati in pa predvsem biti zelo agilni oziroma znati se znajti tako v prostorski orientaciji kot tudi v časovni.